Stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bomo v Murski Soboti obeležili tudi z novim kipom. V prostorih soboške občine se je namreč znova sestal odbor za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, ki mu predseduje prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Najprej je beseda sicer pripadla županu Aleksandru Jevšku. Jaz bom na kratko povedal, kaj se bo dogajalo danes na tiskovni konferenci, razen tega, kar bo predsednik organizacijskega odbora povedal. Zanimivo bo verjetno za vas predstavitev rezultatov izbora spomenika ob 100. obletnici v Murski Soboti. Dr. Inhof je verjetno najbolj poklicana oseba, ki lahko to predstavi in tudi argumentira razloge, zakaj je komisija se odločila za tako obliko in ta prostor. Druga pomembna stvar pa je, da danes ob 15. uri, kot ste seznanjeni, poteka v Expanu prvi sestanek častnega odbora pod predsedovanjem predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca, kjer bo poleg vsebine samega sestanka tudi podpisana pogodba o sofinanciranju aktivnosti ob obeležitvi 100. obletnice priključitve. Hvala lepa. Hvala, župan, sedaj pa predajem besedo gospodu predsedniku. Lepo pozdravljeni. Torej, župan je že povedal, da je današnja seja iniciativnega odbora bila namenjena dvem stvarem, se pravi pregledu aktivnosti, ki tečejo, in pripravam na sejo častnega odbora, ki bo popoldne v Expanu. Mi smo zakorakali pravzaprav že globoko v to letošnje leto obeleževanja stoletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, tako da se zdaj aktivnosti gostijo. Pripravljena je tudi zloženka, kot vidite, kjer je program za mesec maj in mesec junij. Tako bo pripravljena tudi za julij in avgust in potem naprej do konca leta. Pripravljen je tudi pregled aktivnosti, ki ga boste najbrž lahko dobili. Ta je podlaga za razpravo oziroma za informiranje članov častnega odbora danes popoldne. Na tem odboru oziroma na tej seji bi mi predlagali, da odbor podpre 3 naše predloge. Prvič, da državni zbor sprejme spremembo zakona o državnih praznikih, kjer naj bi se v prihodnje naš praznik imenoval praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, se pravi formulacija, ki jo mi uporabljamo že ves čas, odkar odbor obstoji, ker želimo poudariti, da ne gre samo za fizično, to se pravi ozemeljsko priključitev, ampak da gre tudi za združitev Slovencev in Prekmurja, takšnega, kot je bilo takrat z vsemi svojimi značilnosti multikulturne družbe, ki jo upamo ohranjamo tudi naprej, ne glede na to, da današnji čas razpravam in opredeljevanju do multikulturnosti ni najbolj naklonjen. Drug predlog je, da bi tudi državni odbor na svojih dokumentih in dopisih uporabljal naš logotip, to je srce v Prekmurju, tudi z znakom, ki je sprejet. In tretji predlog, da bi šolsko ministrstvo ponovno pozvalo slovenske šole, osnovne in srednje, da naj bi aktivnosti, ki so bile zastavljene, to se pravi pisanje nalog, seznanjanje z zgodovino Prekmurja, priključitve, seznanjanje s Prekmurjem današnjim, nadaljevali tudi v začetku prihodnjega šolskega leta, se pravi v celotnem letu, ki mu pač pravimo prekmursko leto. To je izraz, ki ga je na prvem razgovoru z nami posrečeno formuliral predsednik vlade Marjan Šarc, ki tudi predseduje odboru in bo tudi govornik na osrednji državni proslavi 17. avgusta v Beltincih. Vi že veste, da je odbor že na prvi seji sprejel sklep, da bo proslava v Beltincih, se pravi tako, kot je pred 100 leti bilo veliko ljudsko zborovanje, in da je takrat tudi sprejel opozorilo in predlog soboškega škofa dr. Štumfa, da
bi bilo racionalno, da bi oba dogodka, torej Maša za domovino, ki jo pripravljajo, in državna proslava bila isti dan. Ker je vlada pač, ko je sprejemala koledar državnih proslav oziroma prireditev, ta datum postavila na 16. avgust. Mi smo seveda ta predlog sprejeli, to se pravi predlog, da sta oba dogodka 17. avgusta in to posredovali tudi vladi, ki je ta predlog sprejela in je zdaj seveda uradni datum te proslave 17. avgust in ni točno, kar se je pojavljalo tu v govoricah in v pisanju, da naj bi mi pritiskali na škofa, da bi naj cerkveni dogodek bil 17. Nasprotno, njegov predlog, kot pravim, je bil, da bi ta dogodek bil povezan tudi z državnim praznikom in da bi bila oba na isti dan. V okviru teh naših prizadevanj in predlogov je bil seveda tudi predlog, da bi se v Soboti postavil spomenik tej stoletnici. Župan in mestna občina Murska Sobota je formirala razpisno komisijo, ki je objavila razpis in rezultat, ko bom je rekel, župan je bil danes članom izvršnega oziroma iniciativnega odbora predstavljen. Mi smo se seveda postavili na stališče, da je to avtonomna stvar razpisne komisije, ki je sprejela svoje kriterije in da se pač v ta izbor in v umetniško plat spomenika seveda iniciativni odbor ne vtika. Je pa medtem seveda tudi formalno dokončno bilo v Ljubljani sprejeta odločitev, da se park na koncu Poljanske ceste, ki se prenavlja, da se bo imenoval Prekmurski park in da bo tudi na tem Prekmurskem parku postavljalo obeležje, za katerega je bil tudi razpis že objavljen, izteka se, mislim, da konec prihodnega tedna in gospod Inhof je tudi član te razpisne komisije. Ta razpis je bil drugačen, kot je bil ta v Soboti in ne vemo, mislim, kakšen bo rezultat. Kip je podrobneje predstavil Robert Inhof. Strokovno komisijo v sestavi Metka Fujs, Sandiče Vek, Angelca Dokl-Mir, Darja Potočnik in jaz smo na seji, ki je trajala, ena seja je bila, ampak je trajala v petek 4. aprila, potem se je nadaljevala v ponedeljek 8. aprila in končala v torek 9. aprila, pa še vmes smo v soboto pa v nedeljo vsak po svoje iskal rešitve, bom povedal zakaj. Smo soglasno oblikovali celotno besedilo povabila, predmet povabila, pogoje, roke in ostalo. To ni razpis, to je bilo povabilo, izbrali smo 3 umetnike, se pravi 3 akademske kiparje, ki sodijo v vrhunec slovenske likovne umetnosti. Pri tem merilo izbora je bilo to, da dela od kakega tega kiparja še nimamo v Murski Soboti in da se je vsak od teh kiparjev že dokazal z javnimi plastikami in z delom v bronu in ali kamnu. Tako smo se odločili, da povabimo naslednje akademske kiparje Mirsada Begiča, Matjaža Počivavška in Mirko Bratušov. Do zadnjega termina oddaje povabila oziroma odziva na povabilo do 6. maja do 12. ure je prišel samo en osnutek, ki ga je poslal Mirsad Begič. V bistvu sta bila 2 osnutka, eden osnutek celotnega spomenika in eden osnutek portretne glave, ki bo malo večja od naravne velikosti, tako da se da videti, kako bo to izgledalo. Zdaj, zakaj je bila seja tako dolga? Spomenik je bil najprej načrtovan na tej južni strani Trga Zmage, se pravi na sredini tega trga, ki gleda proti banki. Ta trg se nam ni zdel najbolj, Trg Zmage najbolj ustrezen za spomenik. Bili smo mnenja, da ta trg ne prenese več nobenega spomenika oziroma eventualno samo kako drevo ali kako zelenico, spomenika pa nikakor ne. Zato je bilo lahko. Tisto, kar je bilo težje, je bilo najti drugo ustrezno mesto oziroma ustreznejše. Če praviš, ko nekaj ni v redu, moraš podati boljšo rešitev. In tu smo iskali ustrezna mesta in kako sem na prejšnji predstavitvi omenil, v
včasih stvari ne vidiš, ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak zato, ker so preblizu. Tako da se nam je odprlo to mesto tukaj pri Pomurskih lekarnah, na tem ovinku, pred skulpturo Dušana Tršarja. Se pravi, Murska Sobota je eno izmed redkih mest, če ne edino, ki nima alej po prsih, velikano, ampak ima alejo javne plastike. Mi tudi v besedilu naročila nismo zahtevali nekih posebnih zahtev, koga naj kdo upodobi, kako naj kaj naredi. Enostavno smo napisali, da naj bi skulptura izražala umetniško interpretacijo v počastitev omenjenega jubileja, izpovednost, komunikativnost z okoljem, v katerega bo postavljeno, prav tako naj bi hkrati nakazovalo na mojstrsko obvladovanje danih materialov. Tako da se sedaj bo začel ta niz skulptur z Begićevo skulpturo, ki je, kot boste videli, ni samo dokument, je samo monument in je izvirno umetniško delo, je ravno tisto, kar smo želeli. Zdaj, mi smo dali povabilo 3 umetnikom, lahko bi se zgodilo, ko bi se odzvali vsi 3 in bi morali izbrati enega, lahko bi se zgodilo, da bi prišel samo, da bi se odzval povabilu samo eden, pa mogoče ne bi ustrezal našim potrebam, ne glede na to, če bi bil odličen kip ali slab kip. Zdaj se je pa na srečo tako išlo, da ta kip v celoti ustreza vsem kriterijem in smo ga tudi najviše možno točkovali po tem točkovniku, ki smo ga vstavili v povabilo. Zdaj še ena pomembna zadeva. Ta osnutek oziroma ta 2 osnutka bo umetnik doniral Galeriji Murska Sobota, kjer bosta na ogled, kar se mi zdi zelo smiselno, od 18. maja, se pravi od mednarodnega muzejskega dne, ko smo itak tam od 9. do 5. popoldan, pa do 28. junija, se pravi v avli galerije, potem pa te prostore že rabimo za naslednje razstave, za Vidmarja in Makuca in se bo dal, osnutka se bosta dala v depo in se bosta v naknadnih naših izborih iz stalne zbirke razstavljala pri nas in drugod. Naslednji teden tudi uredimo izjave o donaciji in prenosu avtorskih pravic na galerijo. Zdaj bi pa predlagal, ko smo v časovni stiski, če bi mogoče samo pogledali od začetka, kako bo to izgledalo. Okay. To je osnutek spomenika. Predpisali smo mere za osnutek 40x40x40 cm, se pravi osnovo pohorski tonalit. Na obeh straneh sta 2 amfori, iz katerih se pnejo oziroma rastejo veje, iz katerih rastejo glave teh prekmurskih 5 buditeljev, ki se zaključujejo v teh pticah, brodnikih, večnih čuvajev, se pravi en klasični Begićev motiv, kakor je tudi klasičen Begićev motiv. Če pogledamo silhueto, spominja nas nekako na čoln, se pravi spomenik, ki kljubuje človeški minljivosti in si prizadeva ohraniti sanje, pri čemu mu pomagajo ti brodniki, in je spomenik neke ne samo umetniške, ampak tudi smiselno, pomensko univerzalne vrednosti. Naprej. To so 4 od 5 osnutkov portretov, ki bodo pritveščeni na te, oziroma bodo rasli iz teh bronastih vej. Naprej. Stara lokacija spomenika je bila tukaj, mi smo dali novo lokacijo tukaj, takoj tukaj je Dušan Tršar in potem Janez Lenasi. Se pravi, vedeli pa smo, da tak spomenik mora biti nekje v centru, druge lokacije pa tukaj ustrezne ni, ne glede za to, kakorkoli bi bila ta skulptura, pa če bi bila še tako manjka, ne tako velika recimo. Okay. To je področje spomenika in sam spomenik. Okay. To je v profilu, se pravi, ta tonalit je dolžine 6 metrov in sega točno do, mogoče se malo slabše vidi, do te polovice doma tehnike, medtem ko se ploščad je pa dolga 16 metrov in sega do konca doma tehnike. Tako z profila vidimo, da se figuri oziroma spomenik ne tepe z skulpturo Dušana Tršarja, ampak eden drugega povdarja in potem ta tonalit
preko tega železne skulpture zopet dobi svoj odgovor v kamnu Janeza Lenasija. Višina te največjega dela spomenika je 3 metre, širina pa 2 metra. Naprej. To je možnost spomenika, če bi bil postavljen neposredno na zelenico. Naprej. Naprej. Tu se vidi napis vklesan ob stoletnice v spomenik. Se pravi, to so te amfore, s katere gredo te veje in z veje rastejo glave teh, oziroma portrete teh buditeljev in te brodniki. Naprej. To je pa vizualizacija oziroma simulacija postavitve skulpture v prostor. Tako bi izgledalo oziroma tako bo izgledalo, če bo postavljeno na betonsko ploščad, se pravi, je en majhen izrez, tako da izgleda, da vse te veje, vsi ti buditelji rasejo iz zemlje. Zdaj, zaradi dograditve tega nismo pričakovali in smo si rekli, da sem pa res Rečkovič, 50 let se v Murski Soboti ni delalo dvigalo, zdaj se dela in ravno tukaj, ko smo zbrali to lokacijo. Tako da bo vse to premaknjeno za 2 metra ven, ampak ne bo motilo v nobenem smislu spomenika, le do teh topolov ne bo. Ta živa meja ali pasika bo puščena do višine 1,70 m, kot je višina tega tonalita. Naprej. To bi pa bila varianta brez ploščadi, samo tako postavljenega na zelenico. Tako je recimo razlika. Še naprej. No. To je to, če je kako vprašanje. Kako se vam zdi? S tem, da pa 18. ko bomo postavili osnutek na ogled v Galeriji Murska Sobota, bomo tudi na posebnem listu predstavili, kdo je Mirsad Begić, katere javne spomenike je delal. Zdaj, verjetno ga poznate po južnih vratih ljubljanske stolnice, ki so enkratna umetnina, delajo še vrata za novomeški kapitelj, za Brezje. In seveda, kakor ga mi tukaj v Murski Soboti najbolj poznamo ga kot odličnega umetnika po odlični mali plastiki in odličnih risbah. Dvakrat je dobil odkupno nagrado na naših bienalih male plastike v zelo hudi konkurenci. Ob tem dodajmo, da je osnutek skulpture od 18. maja do konca junija na ogled v Galeriji Murska Sobota.